Zdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes se bomo pogovarjali o tem, kako shujšati. Glejte, naenkrat se je ogrel, dobesedno smo iz ledenice skočili v poletje in ja, zdaj mogoče kakšno stvar sprobate na sebi, reče pa, joj, treba bo shujšati. Kako shujšati s pomočjo glikemičnega indeksa in boste videli čisto preprosto. Za vse tiste, ki imate že knjigo, ko imajo hormoni žur. V glavnem, da vam par praktičnih nasvetov dam glede glikemičnega indeksa. V glavnem, če se prehranjujete po sistemu glikemičnega indeksa oziroma sistem srednjega glikemičnega indeksa, vi lahko jeste vse. Ampak res vse, ampak pomembne so kombinacije. Najbolj pomemben izmed vsega, najbolj pomembni so 3 dejavniki in boste rekli, pa sej to itak vemo. Ja, sej vsi vemo to, ampak vseeno upoštevajte. Prva stvar, zajtrk, kosilo in večerja. To so 3 stvari, ki so zelo pomembne. In sicer, kdor izpušča zajtrk, se mu sprošča hormon, ki povzroča, da pri naslednjem obroku pojeste tudi za 30% več. Ta hormon se imenuje hormon grelin in ta hormon dobesedno vas sili, da se prenajedate. In ta hormon lahko uravnate samo na ta način, da imate redne zajtrke, to je najbolj pomembno, in da za zajtrk ne jeste belih žemljic. Ker če boste jedli za zajtrk nekaj, kar ima ogromno sladkorja, oziroma kar ima višji glikemični indeks od recimo 60, se vam bo sprožila taka lakota, da se ne morete ustaviti. In to je prva zadeva, kar morate razumeti. Vaše telo, ko se sproži neprestana lakota, vam sporoča, sem izven hormonskega ravnovesja. O hormonu grelinu sem pisala v knjigi, Ko ima življenje žur. Se pravi, to je hormon, ki povzroča, da ogromno pojemo. Po drugi strani, če pa pametno kombiniramo obroke po načelu srednjega glikemičnega indeksa, se pa sprošča hormon leptin in ta hormon leptin poskrbi, da se obnavljamo, da se topi maščoba tudi na trebuhu in vpliva na vse ostale hormone. No in na kater hormon najbolj vpliva? In sicer na hormon inzulin. Hormon inzulin se tvori v nadledvičnih žlezah in v trebušni slinavki. In v trebušni slinavki, ko se tvori ta hormon, ta odpira vrata v celice. No, v nadledvičnih žlezah se pa tvorita 2 druga hormona in sicer en je kortizol, stresni hormon, ki nas sicer dela žive, ampak po drugi strani zapira celice. In se tvori tudi hormon DHEA in ta pa topi maščobo na trebuhu. Da pa razmišljate, kako ne pa zdaj jaz te hormone spravim skupaj, da bojo delali eden z drugim. No, v glavnem, začnemo z zajtrkom. Če boste vi zajtrk redno jedli in da imate pri vsakem zajtrku nekaj od beljakovin, da imate recimo lahko je sadna skutka, lahko je smuti, lahko karkoli, lejte iz te knjige, Ko imajo hormoni žur, kaj jesti, recimo nekaj primerov za okusne zajtrke, vam bom prebrala. Kaj sploh jesti za zajtrk? Čakajte, vam bom povedala. Za dopoldanski mini obrok, za zajtrk, recimo vzamete ržin kruh, kuhan pršut, pa olive. Jaz načeloma zjutraj pač pijem smutije. No, zjutraj sem si naredila sok iz zelene, potem sem pa to zeleno, tisti gosti del, zmešala s pol banane, dala sem noter še namočene mandlje in to je to. In je bilo čisto dobro. Ja, pa sol, da je aktivirala razstrupljanje. In to je čisto dobra zadeva. Recimo, lahko si pripravite skuta, avokado, pa pest orehov. Lahko ananas, pest lešnikov in skuta. V glavnem, tle noter v knjigi, Ko imajo hormoni žur, imate primere zajtrkov, lahko si pa pripravite pač čisto preprosto New Life Shake, to v povezava bo od spodaj, pol vrečke šejka, date noter jogurt, zmešate s chia semeni in to popijete in nastane čisto okusen zajtrk. Lahko date tudi zmrznjene borovnice in je odličnega okusa. Pol naslednja zadeva,
Pomembno je, da jeste dopoldanski mini obrok. Če izpuščate te obroke in da je prevelik razmik med zajtrkom in med kosilom, se začne sproščati hormon inzulin, ki vas prisili, da enostavno jeste, ampak ne, da jeste zdravo hrano, ampak posegate po čokoladi, po prigrizkih, po krofih, po nečem, po sladkam. V glavnem, če boste pa vmes jedli mini obrok, in mini obrok je lahko tudi 2 deci jogurta, je že mini obrok. Potem je pomembno kosilo. Kosilo razdelite krožnik v Mercedesov znak, vam bom razložila. To je na strani 136 in sicer date trikotnik, date krožnik in potem date 1/3 krožnika, date kuhano zelenjavo, 2/3 krožnika date recimo krompir, testenine, lahko pa to kar spustite, in 3/3 krožnika pa morajo biti beljakovine. In če vam manjka beljakovin pri kosilu, se vam bo popoldne sprožila najprej lakota, še pred lakoto boste popadali dol in boste postali tako utrujeni, da ne boste imeli nobene energije. No, to je zdaj naslednja stvar, kar morate vedeti. Se pravi, pri kosilu so pomembne beljakovine. Potem popoldanski mini obrok, beljakovine in zelenjava, in potem večerja. Nekaj primerov za okusne večerje. Šparglji z jajcem, mandlji in jogurt, pršut, kost sira, pest mandljev in olive. V glavnem, vi enostavno lahko sestavite pametne obroke, imate tukaj na strani 139 v knjigi, ko imajo hormoni žur, in lahko si pa pol vrečke šejkar pripravite za večerjo in boste videli, kako se boste dobro počutili. Zdaj pa, kaj se zgodi, ko vi zvečer jeste, oziroma kdaj jeste večerjo? Če jeste zadnji obrok okrog 6. ure, se bo zgodilo, da se vam ne bo tvoril pravilno hormon melatonin. Ta hormon poskrbi, da mirno spite in se boste ponoči zbujali, zjutraj boste nenaspani. In, glejte, jaz do 5, 6 jem malico. V 7 do 9 jem večerjo in pred spanjem še popijem 2 deci jogurta. Zakaj? Zaradi tega, ker če jaz mojemu telesu ne dam zadostno količino beljakovin, moje telo ne more funkcionirati. Moje telo enostavno ne more tvoriti hormonov in ne nazadnje, glejte, jaz bom zelo vsak čas imela 53 let in pri teh letih hormoni delajo včasih močno po svoje. In vidim, da mnogi, ko begate iz ene diete v druge, pa ne smeš po 5 jesti, pa ne smeš tega, pa bi mogel tako. Zbegate svoje telo, predvsem pa svoje hormone, da nehajo sodelovati. No in zdaj mogoče se vi dame vprašate, kaj pa mena? Joj, meni pa mena nagaja, pa se zaradi tega redim v predel trebuha. Ne, ni tak problem mena, pač nehajo delati jajčniki, to je čist normalen proces. Ženske imamo menopavzo, moškim se tudi majčkeno ustalijo njihovi hormoni, andropavza vedno začne delati in so manj plodni kot recimo pri 20 letih, ampak to ne pomeni, da hormoni ne delujejo. Še vedno delujejo, pri ženskah začnejo bolj delati, te hormone prevzamejo, ki se jih prej proizvajajo v jajčnikih, nadledvične žleze, ampak to ne pomeni, da se zdaj vi morate rediti. Kaj pomeni menopavzni obroč? Ta maščoba. To ne pomeni, da ste omeni, da se morate zrediti, ampak pomeni, da ste podhranjeni z omega-3 pa C vitaminom. In prav, če želite stopiti maščobo na trebuhu, vi potrebujete dobro maščobo omega-3. Klin se s klinom zbija. In ko boste vi vašemu telesu dali omega-3 in C vitamin, se bo tvoril hormon DHEA, ki se tvori v nadledvičnih žlezah, in se bo tvoril hormon, rastni hormon, ki se tvori v hipofizi, in ta hormon pa itak je komandant za vse ostale hormone. Vem, zdaj razmišljate, toliko znanja pa, jaz to zmorem. Ja, zato sem napisala knjigo. Včasih me kakšna dama pokliče pa prav, joj, Minka, veš, daj mi razloži to. Ne morem v 2 besedah, jaz sem napisala knjigo, ki ima 400 strani in to piše noter. Se pravi,
Pomembno je, poleg tega, ne, če zdaj vi ne morete shujšati, pa če nikakor ne užgete tega hujšanja, dajte za nekaj časa stran vse sladko, vso moko. In če boste dali stran vso moko, se bo zgodilo to, da vaše telo bo začelo proizvajati hormone, ki topijo maščobo. Druga zadeva pa, kar je pomembno, je pa to, da začnete na sebe gledati majčkeno z ljubeznijo. A veste, do česa sva zadnjič z eno gospo prišli, da je bila pri meni na svetovanju? Ona se boji, ona ne more shujšati, pač ima tako bolj čokato postavo. In je prišla v bistvu njen podzavestni program je, da ona mora biti v moški energiji, zaradi tega, ker biti ženska to preveč boli. In kaj to pomeni, če je v moški energiji? Ona tvori moški hormon testosteron, pa žensko spravlja v kronični stres. In kje se redi? Preprosto na predel trebuha. Tako da lejte. Dragi, ker tudi ta kanal moj gledajo tudi moški, se pravi, vsi tisti, ki želite preoblikovati svoje telo, potrebno je aktivirati svoje hormone. Hormoni so brezžična komunikacija v našem telesu in to pomeni, povezujejo naša čustva, misli in telo. Se pravi, tehnični del povezujejo z brezžičnim delom, s tem s čustvenim delom. In zdaj, če imam jaz zase mnenje, da sem grda, če imam jaz zase mnenja, da je vse za manj in tako naprej, bom jaz že blokirala te moje hormone. Druga stvar pa je, če sem prepričana, da moram biti bolj v moški energiji, kar ni varno biti ženska, sebi povzročam kronični stres in kronični stres povzroča, da se redim na predel trebuha. No, in zato se moramo pač vprašati, kaj je tisto, kar blokira mojo presnovo. Ni samo hrana, so lahko tudi čustva. A gremo še na kakšno pozitivno sporočilo s kart prehodu v novo dobo. No. Se opravičujem, nekaj se je zataknil, grlena čakra. Da vidimo. Sporočilo za vas, ki delate korake za sebe, kaj je ta trenutek za vas res pomembno, da vidimo. Božanska podpora. Podpirajo me vse svetle sile, jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. Druga karta je prišla slovo, kaj je tisto, kar ne sodi več v vaše življenje. In rečete, če smo pri hujšanju, odvečna teža. Mogoče me pa odvečna teža uči kakšno stvar v mojem življenju. Mogoče me pa uči, da je čas, da se začnem zavedati, kaj je tisto, kar meni povzroča kronični stres. Kateri odnos je tisti, ki meni povzroča kronični stres, in mogoče je to povezano z mojo karmo, osvobajanjem. In svobodna sem, osvobajam se starih vzorcev, tega ne potrebujem več. Se pravi, kaj in kateri odnos je tisti, ki me najbolj šola, ki mi kaže mojo lekcijo, da je čas, da spustim, ki je čas, da naredim korak naprej. V glavnem, ki je čas, da naredim korak naprej in da predvsem, da naredim nekaj za sebe. Kaj je tisto, kar je ta trenutek zame res pomembno? V glavnem, celo življenje nas nekaj uči, to je dejstvo. Ampak lekcija, ki jo sprejemamo preko telesa, preko bolečin, preko težav, je seveda povezana s tem, kar imamo mi za ozavestiti. Katerikoli del telesa nam kaže, da se nabira maščoba, ali pa da imamo neke bolečine, nam kaže na to, zadaj je neka zastala energija, zadaj je neka lekcija, ki je čas, da jo osvojim. No in da pogledamo še naprej, ja, čas je, da se vzamem čas samo za sebe, samo zato, ker se imam rada. Poskrbim za svoje potrebe samo zato, ker se imam rada, ker je čas, da sebe postavim na prvo mesto. Tako da predvsem, če vas življenje šola tudi preko vašega telesa in preko vašega fizičnega počutja, je mogoče res že čas, da se ustavite in se vprašate, kaj vam v osnovi vaše telo sporoča in kaj je tista lekcija, ki je čas, da jo končno osvojite. Tako da za vse tiste, ki iščete mogoče majčkeno aktivacije še na celični bazi,
Vzemite Provitality Plus, pa šejke in boste videli, to je pa vžigalca, ki aktivira presnovo še na celični bazi. Da pride do hujšanja, ker, lejte, če samo pozitivno razmišljate, brez vžigalce pač ni vžiga na celični bazi. Tako da uživajte, a ja pa še to, ne pozabite, koda za 10% popust je zdravje. Tako da vse dobro vam želim in uživajte, ker čas je, da vas življenje začne podpirati.